Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice. Morda se spominjate, konec avgusta so mariborski kriminalisti v Gorišnici pri posamezniku, pri občanu zajeli med samo žetvijo le tega 22 kg indijske konoplje. Postopek je seveda normalno stekel, vadba in tako dalje in sam zasežen produkt naj bi tudi uničili, ampak zdaj se je izvedelo, da ga niso in da ga sušijo. Zato sem se odločil obiskati tukaj mariborsko policijsko postajo in dva kriminalista, ki sta bila na tem primeru, kriminalista A in B smo rekli, ne, gospod A? Ja, ne rabite zdaj A in B, tako imamo brez imen, pa tudi brez A in B. Čujte, malo ste začeli popuščati vsi mediji, pa vsi vidim, ne. Mi imamo še vedno veljavni zakon in to še vedno velja za prepovedano opijat indijska konoplja. In če nisi v skladu z zakonom koncesije itd., ki jo bodo dobili določeni, ne smeš tega gojiti. No, za lastno uporabo? Za lastno uporabo, se nisi slon. 22 kil je žal, ko smo ga dobili. Zdaj pa se ni slon. In zdaj v balonu tega, da je to naenkrat postalo popularno in zdravo, smo mi največje svinje, ko kaj najdemo. Čujte, ljudje to pol prodajajo dalje. To je droga. Nezmožen si dela in normalnega funkcioniranja, če to kadiš, to ni šlo za neko zdravje, ampak za potem verjetno preprodajo, ker 22 kil ne moreš požreti v nobeni obliki. Čist isto, nekdo kuha doma šnops, čutite, za 20 litrov ne mu dvigni alarma. Za 5000 litrov pa sigurno, kaj bo delo z njim? Če se kopaš vsaki dan z njim, ne preživiš zime, to je enormna količina in bolj se taki najbolj bunijo. Za enkrat, če to ne gre, je to prepovedano in je ovadba, nimamo se tu dalje več kaj meniti. No samo, okej, ampak vi to zdaj sušite, namesto da bi uničili. Ja, sušimo. Ja, ker je tak prav, ker po žetvi se posuši, pol pa se dalje pristopi, ne? Ja, to je kriminalist B, kam se pristopi? Irgolič, drugače. Ja, dobro, no pa nehaj, ne rabiš nič govoriti, nikamor se ne pristapla. Gospod je rekel. Ja, mi smo sušili, da dejansko količine gotovimo, ker lahko pade ovadba, če zdaj ti pri žetvi kilograme navedeš dejansko pol. Ja, ker se suši, pol se nafila in pol se ugotovi, ne? Bom samo rekel. Ja. Ne gre postopek tak daleč. Kak ne gre, se pa moramo vedeti, ne? Pri oni indijski samo trdo rido, viš, tota pa veš, kak je olje spustila. Ko na prvem randju, veš, ko greš, pa se spodaj posliniš malo. Kaj si blesal, ti nehaj govoriti. Torej vi to dejansko konzumirate in probate, ali kaj? Ja, kaj pa si misli ti? Kaj si ti blesal, nič ne probamo, to je prepovedano. Kak je prepovedano, to je vse v skladu z, bom rekel, postopkom, ne? Zdaj, ko gre ovadba tak dalje in ko prije tudi teden za probat, te probavamo, ne? Mislim, veš, pa je to zdravo, to je najboljše, to je jeseni probavati, da imamo to teden, jesenski teden, ne, ker to, jaz ne kašljam celo zimo nič. Daj mirno, ne gre se za to, to je kaznivo in gotovo, nimamo več nobenih izjav. To da iz Gorišnice, to pa je čisti eko, se vidi. To je samo voda, nič, to je dobenega umetnega gnojila. Veš, kakva stebla pa so bila. Me zgrabi, da bi seme vzel, pa bi najreči za bajta vrgu. Kaj si blesal, ti pa kaj ti govoriš? Pa ne metal, no, kam metal, če sem kriminalist, ne moram metat. Sicer pa tako imamo puno skladišča, vsega. Dobre, daj zbriši to gotovo. Dobro, hvala. In to dalje mi ne spušča, dokaj temo vado. To nas ne bo zabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.